Živijo od tukaj, videli sloni, jaz tukaj razlagam slon, najbolj easy način. Danes vam ne bom razlagal slovenščine, danes je v bistvu božičen dan in ob tem prazniku bi vam moral po pravilu zaželeti veliko miru, sreče, uspeha, vse lepo, predvsem pa da preživite čim lepše trenutke v krogu svoje družine. To bi v bistvu moralo biti moje voščilo. Ampak žal je letos, leto 2020, v bistvu malo prav posebno leto, ki si ga bomo kot najprej zapomnili že po koronavirusu, zaradi katere v bistvu marsikera družina ne more praznovati božiča, vsaj ne tako, kot bi sicer, ne. To ali jim je bolezen vzela koga od najbližjih, ali pa zaradi socialne stiske, ker so v bistvu mnoge družine pač zaradi stiske mnogo ljudi ni moglo delati in kar je tudi v bistvu pač samo pripeljalo pomanjkanje denarja in zaradi tega niso mogli ali pa čisto druge praznovati, tako kot bi hoteli. In pod marsikatero smrečico niso bila darila, kot bi vsaj kot bi drugače bila, no. Vendar to še ni tisto najhujše zlo. Marsikateri družini, ki se v bistvu navzven zdi čist navadna, je pač v njej vlada še večje zlo in to je nasilje. Moje današnje besede bi bile oziroma bodo bile namenjene temu prav tem in sicer tistim nasilnežom in ne samo moje, tudi od prijaznih ljudi, ki bodo skupaj z mano sporočili vsem nasilnežom stop nasilju, predvsem pa stop konec družinskega nasilja. Veste, tisti, ki v bistvu se spravi na šibkejšega od sebe, ni junak, še zdaleč ne, je samo strahopetec. Bodi pogumen, spravi se na sebi enakega, če pa pretepe svojo ženo ali svoje otroke, to ni vredno, je to samo obsojanja vredno in nič drugega. Sram pa v bistvu, sram je lahko tudi vse vas, ki veste za družinsko nasilje in raje obrnete glavo stran, ker se to vas ne tiče. Lejte, v 21. stoletju preprosto ni prostora za nasilje. To vam povem jaz, pa sem 14 let, čeprav bi vi kot odrasle osebe to morali že same dobro vedeti. Zato še enkrat. Kdor se lahko spravi na šibkejšega, ni junak in nikoli ne bo veljal za junaka, niti nikoli ni veljal za junaka. Kar vam bodo potrdili tudi moji prijatelji, ki jim bom predal besedo v nadaljevanju. Hej, dragi gledalci in hej, dragi Ul. Zelo me veseli, da si načel to temo družinskega nasilja, ki je vedno aktualna in o njej se vedno premalo govori in dejansko se nam sanja, koliko ljudi se sooča s tem problemom in jaz vedno pravim, ničelna toleranca do tega sranja, ničelna toleranca in tisti ljudje, ki to počnejo, so res slabiči, so res eni zanikrni osebki, ki si ne zaslužijo drugega kot arest, ali pa eno res konkretno kazen. Ker dvigniti roko ali izvajati psihično nasilje nad nekom, ki je manj močen od tebi, je nekaj najbolj podlega in nekaj najbolj groznega, kar lahko storiš. Tako da, ljudje, moji dragi, pamet v glavo, imejte se radi, ne zmaga ljubezen in dajmo že enkrat to prekleto nasilje izločiti iz naših življenj. Hvala. Žrtvam nasilja v družini želim sporočiti, da si ne smejo nikoli dovoliti, da jih nasilnež prepriča, da so same kakorkoli zagrešile karkoli, kar je povzročilo njihovo agresijo. Nasilneži so ponavadi slabiči, ki ne znajo svojih problemov reševati drugače, kot da nanašajo bolečino drugim. In ne glede na to, koliko vi solidarizirate z njegovo bolečino ali pa ga razumete, njegova bolečina ne bo nič manjša. Vse, kar vi lahko storite, je, da poskrbite zase in otroke in da takoj tega nasilneža zapustite. Nasilje
je znak nemoči. Ampak vem, da zmoreš, tudi ti, da se na težke situacije in težka čustva odzoveš drugače. Bodi del rešitve, ne del problema. Zmoreš. Zame ni močen tisti, ki zna močno udariti, ampak ki premaga enega človeka. Najlažje je premagati šibkejšega od sebe in zadovoljiti svoj ego. To je najlažje. Resnična moč se skriva v dobroti, v ljudeh, ki znajo pomagati drugim ljudem. To je resnična moč. In cajt teče, vse se vrača, vse se plača. Ne biti slabiči, če vas pa kdo kdaj razjez, greste na vrečo v fitness, ali pa če se hočete tepst. Obstaja veliko klubov, kjer se bojo udarci tudi vrnili in se boste hitro spustili na realna tla in spustili svoj ego. Bodite močni in bodite dobri. Nasilje ni nikoli dejanje poguma. Pogumen je tisti, ki se nasilju upre, in poiskati pomoč pomeni biti pogumen. Vsem tudi vsem želim čudovite praznike, ki so še pred nami. Današnji božični dan, jutrišnji dan neodvisnosti in enotnosti in seveda tudi vsem vse lepo ob novem letu. Naj bo leto 2021, ki prihaja vse kar najbolj normalno leto. Mislim, da je to v bistvu največ, kar si lahko v tem trenutku vsi želimo. Srečno.